Vsem skupaj še enkrat dober večer. Me veseli, da smo se srečali v teh novih prostorih, za katere upam, da bojo postali tudi družabni prostori za občane Komenda. Danes orjamo ledino, mogoče smo mečkaj razočarani, ker nas je toliko, ampak zmeram tudi v Kamenku, kadar nas je toliko, malo zmeram reči, smo pa to pravi tukaj na Kamenku. Začeli smo naše predavanje oziroma življenje te knjižnice za vse občane s predavanjem dr. Marka Žerovnika in pa soproge dr. Angelce. Ona dva sta znana popotnika in zato smo se takoj na njih obrnili, da nas tukaj iz Komende popeljata po svetu. Prosim, gospod Žerovnik, kar začni. Ja, tudi midva, vsem lep pozdrav. Ni pomembno, koliko nas je, mislim pa, da bomo skupaj uživali na enem takem popotovanju v izjemno deželo, kot je Indonezija. In seveda na ta otok Sulawesi je pa sploh nekaj posebnega. Nekje se bomo vrnili bolj v pradavnino, nekje se pa srečujemo tudi v teh deželah čisto za takim današnjim časom, kot ga želimo Evropejci. Predno gremo na potovanje, da si nekako pognemo malce ta zemljevid, da vam pokažem Slovenijo in potem Sulawesi je pa to. Vidite, dokaj daleč stran. Naše potovanje je šlo tako iz Brnika, Pariz, potem Kuala Lumpur in od tu na Bali in z letalom potem pa na Celebes oziroma Sulawesi. Celebes to je ime, ki so ga dali tujci, Sulawesi je pa domače ime domačega prebivalstva in tako se tudi zdaj uporablja. Indonezija je vse tole, kar tukaj le vidite, razen tega dela Kalimantan oziroma Bornea, vse to je Indonezija, no to je potem tudi Nova Gvineja, Irian-Džajo, Papua, rečejo tudi zahodna, in obsega okrog, no to je, kot pravimo, okrog 15.000 otokov. Kot vidite tole, je ta Celebes nekje tako iz Sumatro, po velikosti, tole je Java, tole je Bali in tako naprej. Prebivalstvo je v Celebesu tule, okrog 14.000, po velikosti je pa 190.000 kvadratnih kilometrov. Šel tu naprej, upam, da mi bo prav pokazalo. No, tole vidimo zdaj bolj nazorno, sicer nekako schematsko, Celebes, oziroma Sulawesi, ko sem prej omenil, in ostale otoke. Mi smo tole šli potem v Denpasar, ker je Bali, in ko pravim tole v Makassar naprej. Potem bomo to seveda videli ob slikah in tudi na naslednjem zemljevidu, ki bo tako bolj nazoren. No, to je Celebes, vidite, oblika, kot pravijo, je podobna orhideji. Se pa deli na več delov, torej to je severni del, to je ekvator. Severni del, potem je centralni del, južni del in jugozahodni del. Naše potovanje potekalo na Sulawesi takole, na Makassar, tu smo pristali z letalom, potem smo šli takole Torajo se piše, potem takole naprej, tu na Togijan otoke, tu nazaj in potem s trajektom tle na Gorentalo, torej tole ni gor označeno, in potem po tej strani vse do Manado in Bunaken otoke. Zdaj še nekaj podatkov o tem otoku. Namreč po veri, če s tem začnem, so nekako veliko muslimanov, zadnje čase če dalje več, ker se preseljuje izjave. Potem v preteklosti, nekaj stoletij nazaj, so tja prišli iz Evrope, najprej Španci, Portugalci, zatem pa Nizozemci. In so vsi preobračali seveda potem to v protestantsko vero, te ljudi.
vendar se to ni tako prijel, kot so oni želeli. Oni imajo to potem iz domačo vero in uvoženo potem neko kombinacijo. Marsikje se pa seveda povsem ravnajo po tem. Kot sem prej tudi omenil te posamezne dele, če se spomnite morda nekaj mesecev nazaj, niti ni veliko, je bil potres tukaj okrog tega kraja Palu. In zdaj, kot tudi tule vidite, je izredno gorati otok, nekaj več je potem tule notri, pare, tule je tudi glavno, rekel, vozno pristanišče za tujce, ki potem prihajajo v Toradžo tule kot izredno znamenito področje. Tudi je večja plenota, okrog 500 kvadratnih kilometrov je, tako da je 800 metrov nad morjem. Ta del, tule gor, je pa vulkanski. Vulkanski in dejansko je tule na Sulaveziju 10 še aktivnih vulkanov. Tale del jugovzhodni je pa močvirni. Seveda, tule so tudi komarje, tle predvsem, in prenašajo tudi malarijo. Naj omenim to, da prebivalstvo je tu po narodnosti. Po narodnosti so domačini, veliko izjave, potem tudi v tem delu veliko Kitajcev. Veliko Kitajcev je tukaj in njihova življenjska doba pri moških je 63, tako povprečje, je 63 let, pri ženskah 65 let. Kaj bi še bil? No, še morda o temperaturi. Temperatura povprečna letna, ker je to v ekvatorju, se giblje okrog 26 stopinj Celzija. Maksimalno pa doseže med 35 in 36 stopinj. Namreč moram reči, da smo vročino kar lahko prenašali. Bili smo v tistem letnem času, ko ni bilo preveč vlage v zraku, in tako da je šlo kar lepo. Razen seveda potem v Manadu, ker je pa že začelo deževati pomalem in je bilo več vlage in je dejansko res to tudi naporno. Potem v Nakenu na otokih pa je vedno nekaj pihlalo, tako da je bilo res pravi užitek. Gremo potem naprej. No, to je naša ekipa. Naj jo poznate, hčerka je bila zraven tudi. Potem to je pa novopečena soproga. Soproga, torej tudi. No in potem pa kolega Mitja Fizik, profesor fizike na tej fakulteti, upokojen. No in mi smo se res prav lepo pogledali, smo se kot ena družina in to napotovanje izredno veliko pomeni. No, to je tako malce pogled v Kuala Lumpurju. No, to je potem pa že potovanje po Baliju naprej proti Sulaveziju. Nekaj slik, vidite, tako da pač izgleda, Zdaj smo pa že v Denpasarju, na Baliju, pa bi nekako besedo podal Angelci. Malce, ona bo se bolj nekako naslonila tudi na ta socialna vprašanja, družbena vprašanja in vmes bom jaz zdaj uskočil in potem tudi podal nekaj pakaj vprašanj. Zelo je praktično, da se oblikuje skupina, tako da je za en kombi, ker potem pride taka stvar bistveno cenejše, obenem se podpiramo drug drugega, obenem je doživeti nešteto, ki jih izmenjujejo, tako da je res prijetno. No, na Baliju smo najprej ostali samo eno noč, tako da smo se malo prilagodili na to vročino. Seveda smo takoj pohiteli na obalo, ampak je bilo grozljivo vroče, veliki valovi, tukaj je prepovedano kopanje, čeprav eni potem bredejo, zato smo se raje malo odločili za shopping. To je tak tipičen, kot so na vseh teh eksotičnih deželah, njihova oblačila, prijetno vzdušje, barantanje. Vsak hotel, vsak kompleks pa ima seveda ta njihova božanstva. Tukaj so ostanki hinduizma.
No, tako, kot vidite, obalo, temu pravijo na Balju rajska plaža. To je najlepša plaža. Je pa zanimivo to, da je treba kar nekaj časa hoditi po vodi, da priješ do določene globine. Zdaj boste tudi videti, neko noto iz tako, da so hoteli. No, to pač nekako. Vidite, to je rdeča zastavica. Pomeni, da ni najbolj varno iti v vodo, ker so lahko visoki valovi nevarni. Potem je pa rumena zastavica, te njene sliki tu, ki pa dovoljuje, da je brez nevarnosti. Ampak zdaj, če se spomnimo mi na tsunami, ni treba veliko, da se poglablja morje, ker to pride do velikega upora, naraščajo potem valovi in katastrofa je tu. In tako se je zgodilo potem tudi v zadnjem potresu, ki je bil iz središčem blizu Somalije. To je pa igra teh podvodnih teh živalsko, samilka malo odteče, vse se gradi. Tako da mimo grede imamo tako vrednost. Kupovanje, barantanje. Te ženske so zelo take dobrovoljne in ponujajo svoje stvari in že ta, da je komunikacija, so zelo vesele, se vsi nasmejamo ob tem, ko... No, tu naj povem, kar je že Gelca omenila. Bali je edini otok v Indoneziji, ki je hinduistični, vera hinduizma. In zaradi tega so tu tudi potem tu znameniti spomeniki te vere. V ostalem delu so pa muslimani in ocenjujejo, tako dajo podatki, da je okrog 200, nekaj čez 200 milijonov muslimanov v Indoneziji, kar je glede na državo največ na svet. A to je potem takole. Imajo veliko bogov, potem so tudi ti lokalni še zraven, tako da tukaj so zelo svobodni v ostajanju te vere. Tako da tukaj nimamo časa se poglobiti v ta vprašanja. So pa nekako zanimivi, vsaj za opazovati za nas, ki imamo nekako že bolj izdelano filozofijo, način življenja, kako se pa tam to spreminja in nastaja. V Indiji smo zvedeli, da varujejo sicer po področjih okrog 26 bogov. Ampak ni pa izključeno, da so to vsi. Bodo še kakšnega našli. V kakšnem čudežu, nekaj takega, kar ne bo razumljivo človeku in bo Bog tu v ozadju. No, to je potem v tem pesarju notranji del, liturgički. Namreč, kjerkoli sva bila po svetu, moram reči, da je ne po bogatstvu, po vsem neprimerljiv je Brnik. To je prava revščina. Naj se bo še tako za ostalo področje, a letališče, bogato, zadolženo iz trgovincam, iz trgovinam, dragimi izdelki in tako naprej. No, to je pa potem vulkan, nekje sredi morja. Lep, kot ima Kasarje. Ja, tu pa že. Ima Kasarje. Tukaj se pa že srečamo z rikšami, z vozovi, za kombi, kolesi, skratka, vse mogoče je prevozno sredstvo. Velikokrat na veliko področjih pa sploh nobenega prevoznega sredstva, je pa samo hoja možna. Namreč, zelo smo bili vesel, ko smo prišli v področje, kjer so bile strehe iz naravnih materijalov. Zadnje čase pa tudi tu vse več pločevine. Hitro. To je pa oblika zaradi tega takšna, ker je lava oblikovala relief in potem zaraščeno. Vse, kjerkoli je, vse raste, izredno je to bujno. Seveda pa vidite rjavo zaradi tega, ker je bila to sušna doba. No, za nas hvala Bogu, ker ni bilo komarjev potem toliko, ne? In drugače pa to področje riža. Vsak košček zemlje je skrbno obdelan,
zemljo iztrgajo dobesedno džungli ali pa vulkanu. Naseljenost sicer tukaj ni tako velika, ampak se priseljujejo potem še od drugih, že le kakšen prostor ali kakšen košček zemlje. To so bazeni vode, zariš, domačija. Zdaj, večina domačij je takole na kolih. Zdaj, zakaj to? Ko je deževno obdobje, je spodaj veliko druže. Vse okrog je veliko druže, poleg tega pa tudi nekaj obramba pred živalmi. Veliko je na kolih. Skoraj praktično je tu gradnjena. Tukaj so še kolišče. Sušene ribe. Ribe so ena od zelo pomembnih prehrambenih artiklov, ker razen prašičev v krščanskem delu, ki je Sulawesi v večini še krščanstvo, čeprav že vsaka druga vas ima tudi mošejo, ampak ker jim je krščanstvo je prišlo prej, je bliže, tako da so svinjsko meso in pa ribe so ena od glavnih ljudi. No tako, veliko smo se lahko privoščili eksotičnega sadja. Papaje, mango in tako naprej. Tam je tako poceni to vse. In tudi moram reči, da riža sem se jaz tukaj kak navadil, čeprav nisem prijatelj tega. Sem pa potem uporabil čili in sem pa povsem spremenil okus, krasno je bilo. Seveda, ker je bilo vroče, smo veliko potrebovali tudi tekoče hrane. Okus riža ste spremenili? Ja, imajo pa čudovit riž, torej več vrst samega riža, načini, kaj oni začinjajo, to je res, če si malo radoveden, začneš uživati potem. To je pa ribja kost od ribe. Tako velika ribe mora biti, da se zdaj to uporablja za sedež. Imajo smisel za lepoto. Toliko lepih reči, v tako skromnem načinu življenja, ampak kako postavijo sadje, kako je recimo okrog hiš okrašeno, kako je posajeno cvetje, drevje, resnično je lepo. In tudi obleke, ne vidiš skoraj umazanih, niti otroci niso umazani, ampak je higiena kar dosti na visokem nivoju. To ni namazana zaradi kakšnih izpuščajev, ampak proti soncu, da ostane koža čim dalj časa, sveža in mlada. Ja, za pomladitev sem prinesla tudi tamle, sem prinesla nekaj stvari razstavljenih, tudi to je za njega, to je drevo in to zmeljejo in s tem zmočiš in si narediš masko, da se potem spočiješ. No, sredi takšne pokrajine, ki je za naše pojme daleč od tega obdobja, pa naleti človek na črpalke, kjer so potem tako res moderno vzgojene. To so fanti. Ta je še kar dobra. So vmes tudi, kjer samo kante z gorivom. Ali dizel ali pa benzina. To je sokol, preklenjen. Področje sokolov je to. Gleda, da je to priljubljena ptica in jo marsikje v kakšnem tem lokalčkih, na vsemi temi hribi, jo imajo tudi peto. No, to je pa Davd, vodič, ki nas je vodil po Sulawesi. Je pa, kot zdaj nekako lahko primerjam, njegova fizionomija, kar podobna tem v Novi Gvineji. Močna čeljust, izredno močne zobe, izredno prijazen in pošten. Tam, ker je od policije do vsega drugega ne moreš komunicirati z angleščino, skratka, tam moraš dobiti enega vodiča, ki določene stvari potem koordinira. To seveda je poceni delovna sila in zraven šoferja nekoga dobiti ni noben problem. Naj še to povem. Angelca je pisala dnevnik, midva iz Majo sva slikala, ker se ne da oboje hkrati. In moram tudi pohvaliti, da je zelo skrbno spravljati dnevnik skupaj, tako da do sedaj in tudi kar še nisva, napravim potem celoten zapis. In to, ko človek temu pristopi, je res pravi obliž
ko lahko se spomniš tistih drobnarij, ki bi jih drugače pozabil. Včasih si mislimo, vse si bomo zapomnili, ampak potem, ko mine, slika ti pove, ime ti izgine, ker so nenavadna imena. Zato je potrebno pisati zelo skrbno vse podatke od zgodovine pa do tistih dogodkov, pa seveda imena krajev. To je zdaj potovanje po Toraji ali Toradži. To je bazen, ki pa seveda ni bil uporaben, ni bilo vode, premal, ker je bilo suho obdobje. Je pa potem Tanzina, Toradža Tanzina, kjer smo prespali trikrat. Tukaj je bil en mal tak bolj hotelček, ker tule v Toradžo prihaja zelo veliko, sorazmerno več turistov, ker potem smo bili na predelih, kjer ni bilo nikogar. Tukaj se pa še srečamo. Kakavovec, to je jackfruit, to so pa hiše, ki so po celem svetu znane kot nekaj posebnost. To so tongonani, se jim reče. In je zelo zanimiva stavba. Mi si težko predstavljamo, kako v njih živeti, ampak oni še zmeraj živijo v teh stavbah. Ja, takole, tole je. Marko, lahko ti naprej pa bomo, ker jih je več, pa bomo zraven o teh življenju v teh hišah. Takole jih je več. Spodaj je en prostor, kjer recimo počivajo, ko pridejo iz polja. To je samo ena deske so položene, na to so stopnice v prvo nadstropje, kjer so vrata, zelo močna vrata, ki zapirajo, ker se lahko zaščitijo pred raznimi vdori. Namreč treba je vedeti, da tle je bilo veliko napadov, ropanja, tudi ljudožerstvo še ni tako daleč nazaj, ko je še tukaj obstajalo. Prostor je pa tako opredeljen. V sredini, torej nobenega pohištva. V sredini je nekako dnevni prostor, sedijo na tleh, jejo na tleh. Ob strani je iz kamnov narejeno ognjišče, na vsaki strani na severu pa je malo z deskami vgrajeno, je spalnica staršev, na jugu spalnica otrok in pa recimo starih staršev. Tudi umrli, dokler ni pokopan, ga balzamirajo in ostane tukaj z njimi v sobi. Ali v enem prostoru od teh, ali pa celo skupaj za koncem čaka, da bo imeli toliko sredstev, da ga bodo lahko pokopali. In to lahko traja tudi 2 leti ali še več. Bomo potem stopili na pogreb ali... Ja, bomo pa opisali ta pogreb, ja. Torej, to je največji strošek, ali pa največje, zato nekako ljudje živijo. Tam ljudje živijo, da bodo umrli. In pogreb je, recimo, zdaj že ti mlajši, ki so živeli malo svet, se nekateri nočejo ravno zato poročiti, ker se bojijo, ker morajo potem za te pogrebne slovesnosti prevzeti tisti odgovornost. Tule v teh uklesanih votlinah so potem pa pokojni. Je pa tako, da to je že bolj ali manj pretekli čas. Prejle, ko smo videli spodaj, so že bolj moderne, pa tudi drugače so zunaj postavljene truge bile in potem kar pustijo in ko truga strohni, kosti ležijo kar po tleh. Na steni gor so pritaljene tiste truge in potem seveda vse leži. Njih to več ne moti, tako pustijo. Pokopavanje je bilo vedno odrasle v skale, zdolbejo pač v votlino. Tole je ta pogrebna, recimo se vidi, kakšna je krsta, pa pogrebno nosilo, kjer čaka recimo na sam pogreb, na te pogrebni slovesnosti, na takih lepih nosilih. Isto ima to obliko tangonana, ki je ali narobe obrnen čovn, bi lahko tudi rekli, ali pa podobno je bivoljevim rogovom. No in to je sveti del tangonana. No to je potem rezultat že stroknjene truge ali škatle, kište in potem tako leži vse. Otroke pa pokopavajo v drevesa, zato v drevo izvrtajo dolbino in otroka pokopljajo. Otrok se pa šteje, dokler mu ne zrastejo zobje. Zato, da ga naj bi drevo preraslo in da to pomeni njihovo življenje naprej. Tudi placento
Po porodu matere jo ne odvržejo, ampak je ob tem tongonanu zaznamujejo mesto, kjer je pokopana placenta. In to je tudi sveto mesto. In otrok predno ne dobi zoba, ga pokopljajo v deblo dreveso. Ja, sem preslišal. No pa dobro, sem še bolj zapomnil. To je bila še ena skupina Slovencev, ki se je potem vračala, smo pa tukaj skupaj bili na pogrebni slovesnosti. Tukaj se pa začenja že pogrebna slovesnost. Bili smo na pogrebni slovesnosti od ravnatelja žena. Bilo je čez 2000 povabljencev, tudi mi kot turisti, seveda pa nas je bilo čisto malo, smo smeli prisostvovati pri tem. Pogreb traja približno 3 dni, ker je bila pač to višja kasta, tam so nekako 3 kaste, tisti najbolj bogati, potem srednji in pa bugi, najrevnejši ali pa bi rekli obrobni. To so muslimani. Bugi so večina muslimani. Seveda to ladjem je pa to ni primerljivo z našim, to je tako karbinsko, to je pa že letališče. Tam so, to je pa edina taka. To je pa že Borneo, Kalimantan. Neka visoka gora na Borneo. No, to je pa pogledali, to je pa za visoki turizem, mi pa smo to samo za aviona gledali. Kota Kanibalu je to letališče, tudi notri. To je pa že Kuala Lumpur. Kako nam je lepo. Potem iz Džambota smo se pa vračali v Pariz in tako smo spet v Evropi in doma.